Sedaj se bom dotaknil odvoda, ki je v bistvu uvod v matematiko. Torej, v bistvu se matematika začne z odvodom, vse dotlej je bila torej priprava. In če začnemo z odvodom, v bistvu v nekem koordinatnem sistemu imamo dve točki. In če narišemo premico skozi dve točki, lahko z odvodom nam v bistvu odvod pove, da je to naklon premice. Torej, iz kvocienta, torej naklona premice, kvocienta z razliko po y-ih, deljeno z razliko po x-ih, dobimo koeficient, torej naklon te tangente oziroma te premice. In če imamo mi funkcijo, torej kvadratno funkcijo, kjer je y oziroma f od x enak x na kvadrat, dobimo nekaj takega, da pri 1 ima y vrednost 1, pri 2 ima vrednost 4 in tako naprej. Torej, če si izberemo recimo to točko, ja, lahko skozi to točko narišemo samo eno tangento, in sicer ta tangenta. Torej, če narišemo dodatno eno sekanto, recimo z modro barvo, nam se te dve tangenta in sekanta sekata v eni točki in ta sekanta seka funkcijo tudi v drugi točki. In kaj je v bistvu zdaj naš odvod, ne? Mi smo določili, da je k je delta y deljeno z delta x. In če je to na nek način x2 in to x1, lahko določimo, da je to k tangente pomeni delta y deljeno z delta x pri teh dveh točkah. Zdaj pa vemo pa, da je odvod oziroma koeficient naklona premice enak odvodu. In sicer imamo tukaj, da je to enako f od x, 1 plus h minus f od x, 1 deljeno z h. Kaj je zdaj ta h? H pomeni v bistvu razliko od te točke do te točke po x-u. Torej, x2 dobimo, če x1 prištejemo h, in ko bi to odšteli, torej ko bi se potem ta točka pomikala po funkciji proti točki x2, bi se tudi sekanta spreminjala in bi recimo v tej točki izgledala nekako takole, v tej točki bi bila nekako takole, in ko bi prišla ta točka, torej ta x1 v točko x2, bi se sekanta in tangenta prekrivale in temu v matematiki pravimo odvod. To pomeni, da lahko iz enačbe ponavadi v matematiki izračunamo limito, in sicer f od x
2 je limita, ko gre h proti nič, f od x1 plus h minus f od x1 deljeno s h. Torej, če se še enkrat vrnemo nazaj, vidimo, da se z pomikanjem te točke proti točki 2 pomika, manjša tudi razdalja h. Torej, s tem želimo tudi izraziti, da se z pomikanjem, torej z manjšanjem h-ja, ko je tukaj h nič, pa tu h nič, premici sovpadata. In na tak način lahko zdaj, na primer, če imamo y je x na kvadrat, torej f od x je y je x na kvadrat, ne? Kaj je zdaj, pardon, tu je še črtica, torej, kaj je zdaj naš odvod? Naš odvod, torej f črtica od x bo, torej moramo prvo dati to funkcijo na kvadrat. Torej, če damo x plus h na kvadrat je x1 na kvadrat plus 2x1h plus h na kvadrat. F od x1 že poznamo, torej je x1 na kvadrat in pa h je h. In zdaj to vstavimo. x1 na kvadrat plus 2 x1h plus h na kvadrat minus x1 na kvadrat ulomljeno z h. In če zdaj tukaj malo poračunamo, vidimo, da se ta dva člena odštejeta in zgoraj nam ostane ta dva člena, iz katerih lahko h izpostavimo. In ostane 2x1 plus h ulomljeno s h. V tem primeru se nam lahko pa tudi h-ja pokrajšata in spodaj ostane 1. In če se naš h, torej zdaj od tukaj, približuje proti ničli, ko je to nič, nam ostane samo 2x1. Torej je v bistvu naš odvod f črtica od x enako 2x. Torej, kaj ta 2x pomeni tudi grafično? Seveda se je odvod treba tudi grafično predstavljati. In v grafu si lahko to predstavljamo na sledeč način. Torej, še enkrat hitro skiciram graf. In če smo imeli prej kvadratno funkcijo, je pri 1 bilo 1, pri 2 je bilo 4, je zdaj naš f y črtica, torej odvod, ker odvod je nova funkcija, to je v bistvu ena funkcija, ki je, odvod funkcije pomeni nova funkcija, ki je stopno nižja od funkcije, od katere smo jo odvajali. In če je tukaj k2, pomeni to pri x je 1, je y2. In je naš odvod ta premica. Mogoče ni najboljše tukaj narisano, ampak kvadratna parabola gre nekako tako gor, ne. Če zdaj mi izračunamo odvod v tej točki, torej v točki 2, 4, vstavimo noter y črtica od 2, 2x2 je 4. Dobimo točko, kjer funkcija seka, torej našo prvotno funkcijo y je x na kvadrat. Torej, odvod v praksi v bistvu pomeni odvod funkcije v neki točki je v bistvu
koeficient od tangente v tej točki.